Napaka, ki si jo v partnerstvu ne želite privoščiti, je, da se norčujete svojega partnerja ali ga ogovarjate. In seveda, da pri tem sodelujejo tretje osebe, da se torej z nekom skupaj smejite svoji boljši polovici. In še posebej to prosim ne naredite z osebo enakega spola, kot je vaš partner. To velja za ultimativno izdajo. Partnerja določa kot tarčo posmeha, dejanje deluje zahrbtno, velja za izdajo in za nameček še pusti vtis, da ste z osebo, s katero ste ubirali partnerja, flirtali. A bi sploh lahko dali na kup še več oranžnih kartonov? No, na kupu jih je dovolj, da vam bo partner gladko dvignil rdečega, takoj, ko bo izvedel za ta vaš zabaven, ki to ni, da se razumemo, podvig. Tako da bodite pozorni, to se v praksi dogaja večkrat, kot si mislite. Zakaj se ne bi izognili tej napaki? Zdaj veste in imate več izgovora. In če ste ravnokar, če ste se zamislili, pomeni, da vam je mar in da boste na to pozorni, če do zdaj niste bili. Če pa se vam zdi to smešno ali celo nepomembno, potem je pa čas, da prevrednotite in razmislite o svojih čustvih do partnerja. So še tam, so pristna, so partnerju dovolj naklonjena. Ne bi verjeli, od kje izvira ta potreba, da neprestano ljudje nekaj debatirajo z drugimi o svojih partnerjih. Naučeni smo, da iščemo podporo, da prejmemo potrditve od malega. In na takšen način, da ogovarjamo ali v družbi zbadamo partnerja, je zelo pogost način tega prizadevanja. Velikokrat posamezniki upajo, da bodo na ta način lahko predali sporočilo svojemu partnerju, da bodo tudi reakcije drugih vplivale nanje in da bodo kasneje doma doživeli pravi preporod zveze ali pa vsaj seks sprave. Ja, bodo doživeli, bodo. Kavč.